pa to zajeba na koncu. Če ne bi vmes lovili, saj nimam izgovorov. On je z mano lovil, pa me je na klancu prehitel. Jaz na koncu več nisem mogel 250 vatov, pa se mi je zdelo, kot da vozim 400 vatov. In to, ko gledaš po televiziji profesionalce, ki se zaključi na klanc, nikoli. No pa pejmo lepo od začetka. V Mozirju nas je pričakalo lepo sončno jutro. Najprej prevzem štartne številke, kot je to običajno. Tokrat sem na posebej označenem mestu pustil tudi osebno prtljago, ki so jo organizatorji kasneje odpeljali na vrh. Dobili smo kupon za hrano na cilju, pa še brezplačno vožnjo z nihalko po koncu dirke, kar boste videli, da sem pridoma izkoristil. Jaz nikoli ne znam dati enakomerno gor. Če mogla to ti dela. Po moje ne. Potem pa namestitev številke na kolo in merilnega čipa, pripenjanje številke na dres, skratka, priprave na dirko. Ker je bilo že zjutraj precej vroče in napoved ni obetala hlajenja, sem seboj prinesel hladilno torbo, noter pa izotonični napitek od Enduranza, pa gele, ki jih nalijem v priročno flaško. Glikogenske zaloge, polne, zato sem poskrbel že dan prej in na dan dirke, z obroki bogatimi z ogljikovimi hidrati. Kako se počutiš? Živčen? Čas za ogrevanje. Spotoma sem si ogledal že začetek vzpona na Golte. Vstop v štartno cono. Na začetku je bil še čas za nekaj sproščenih besed s kolegi. Še obvezen poljub za srečo in še zadnja slika. Zadnji pozdrav in čas je za začetek. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Srečno vsem! Dirka se je začela z zaprto vožnjo, približno 5 km. Na kilometru nič pa se je zares začelo. Trasa nas je peljala iz Mozirja proti Lučam, mimo Ljubna ob Savinji, zavoj proti Podvolavjeku in vzpon na Kranjski Rak. Kranjski Rak 8,4%, povprečno 5,1 km. Sledil je dolg spust proti Rečici ob Savinji in nato ravnina proti glavnemu vzponu dneva Golte. Skupaj okoli 87 km in več kot 2000 višinskih metrov. Na začetku je vse potekalo dobro. Edino veter smo imeli v prsa, zato sem ostal skrit v skupini. Oblikovala se je ubežna skupina, a nihče še ni poskušal z resnim lovom. Na prvem vzponu dneva pa se je začelo. Tempo je narasel, skoraj do vrha sem še držal, dokler Matej Lovše ni potegnil. Naredil je manjšo razliko, ampak po prvem delu spusta sem uspel priključiti k prvi skupini. Potem pa napaka. Šel sem po bidon, sem malce preveč sprostil in skupina je ušla. Moje znanje spusta pa še ni na takem nivoju, da bi jih sam lahko ujel. Poskusil sem, boril sem se, a preprosto ni šlo. Imam vsaj srečo, da je bil za mano Jani Bizjak, ki je vse skupaj posnel. Počekirajte tudi njegov kanal, kjer objavlja dirke. Kasneje sta se lovu pridružila še Klemen Jančan in Mario Sajko iz Team Grand Fonda. Z dobro organizacijo in hitrimi menjavami smo ujeli ritem. Vozili smo s povprečno hitrostjo okoli 60 km, kar je bilo dovolj, da smo postopoma lovili prvo skupino.
Najprej je priključil Klemen. Potem sem na malem klančku začutil priložnost in napadel še sam. Ko sem ujel, sta se nam kasneje pridružila še ostala dva iz skupinice. Pred nami pa je bil še najtežji del, vzpon na Golte. Približno 13,8 km s povprečnim naklonom 7,4%. Zadnja 2 km pa prava mučilnica. Začel sem preoptimistično, prehitro. Kombinacija lovljenja, sonca in visokega tempa me je pokopala. V zadnjem delu sem moral priznati premoč in do vrha sem prikolesaril sam. Sredi vzpona so mi tudi pomagali navijači, ki so mi dali malo vode, za kar se jim še enkrat zahvaljujem. Na vrhu neverjetno vzdušje, kot se spodobi za dirko po Sloveniji. Prvi je prišel Matej Lovše, za njim še ostali. Našega tekmovalca, zmagovalca, rok 25, dajmo še glasno spodbujati naslednjega drugega temelja, ki se približuje in sicer je cilj za možete, zastavljami, govorimo, začuti, da to navijim vrhunskim rezultatom za absolutno. Jaz sem prikolesaril nekaj minut za njim. Ljubavi, bravo. Si gotov? Aha. Daj skeniraj ono rezultate, ne? Končal sem na 8. mestu skupno in 4. v kategoriji. Zelo sem zadovoljen s predstavo, čeprav sem naredil napako, sem našel novo motivacijo, na vse zadnje sem dosegel najboljšo uvrstitev na cestnih dirkah. Po dirki, pogovor, smeh, čestitke in podelitev, kjer je zmagovalcem čestital celo Peter Sagan. Zmagovalec My Tour of Slovenija 2025, Matej Lovše! In potem še poslastica dneva. Na Golte so za nami prišli tudi profesionalci. Jakob Omerzel je prikolesaril v beli majici kot vodilni do 23 let in jo obdržal vse do Novega mesta. Res, kapo dol. Dan se je zaključil z vožnjo z nihalko, skupaj z ostalimi sotekmovalci in celo zmagovalcem dirke Matejem Lovšetom, ki mi je z veseljem podelil še kakšen nasvet za naprej. Super dan, težka dirka. Nova izkušnja in pogled naprej. Enač, se vidimo na naslednji dirki. Če boste kje ob trasi, posnemte in delite to z mano. Se gledamo!